Lepo pozdravljeni. Jaz bom začela tam, kjer je Petra končala, ali pa mogoče nekje vmes. Skratka, se mi zdi, da se vse te teme naše povezujejo. To, za kar sem jaz danes tukaj, je v osnovi v bistvu razlog, ker se ukvarjam z psihologijo otrok, to se pravi z medijsko psihologijo oziroma kako otroci gledajo, na kakšen način spremljajo, kaj je pomembno, in v tem kontekstu bi jaz rada danes tukaj z vami govorila. Drugače delam na televiziji, to se pravi, se ukvarjam s televizijskimi oddajami, ampak sem pa velika ljubiteljica že po moje 15 let ali več filma, animiranega filma še posebej. In kar mi je še posebej drago, je to, da se je ravnokar, to se pravi slab mesec nazaj končala naša nova edicija Animateke festivala, na katerem sodelujem tako rekoč že od začetka, in teme, o katerih bom danes govorila, to se pravi, kaj je otrokom zares pomembno pri projekciji, kako voditi pogovor z njimi pri različnih starostih. Imam še sveže, sem imela tukaj polne skupine otrok, s katerimi smo se o teh stvarih pogovarjali. Ja, bom pa zdaj, čeprav razumem, tukaj ste večinoma učitelji, ste tudi kakšni vzgojitelji, da vem, koliko pozornosti dajem mlajšim ciljnim skupinam. Je kakšen iz vrtca tukaj? Ne, samo učitelji. Ok, potem bomo pa mogoče tisto lahko malo preskočili. Kaj pa srednje šole? Tudi ne? Ok, v redu. Ste? V redu. Pa bomo pa to tudi pogledali, ampak bomo se osredotočili, a ne na šolsko populacijo. Kot sem rekla, se je moja ljubezen z animiranim filmom začela leta 2006, ko sem vstopila v to kolesje Animateke, ko se je pravzaprav program za otroke, ki ga imenujemo Slon, šele dobro začel. In takrat smo midve s Petro, Petra me je povabila k sodelovanju, smo oblikovali en program za otroke in to je bil ta program, iz katerega je ta fotografija, program iranskih kratkih animiranih filmov. In to je bilo prvič, da sem se v bistvu srečala s tem avtorskim animiranim filmom, ki je bil tako zelo drugačen od vsega, kar gledamo na televiziji, kar smo pač vajeni in kar so vajeni tudi otroci. In mi smo se takrat spraševali, kako bodo pa to sprejeli otroci. In takrat smo ta program sestavili in potem smo se seveda tudi pripravili na pogovor z njimi. Želeli smo si, da jih v kinu, da jih napovemo te filme, da bodo vedeli, kaj gledajo, da se bodo na to res lahko pripravili in da bo to za njih res neko posebno doživetje. In jaz bolj, ko sem gledala te filme, ti so bili zelo drugačni od vsega, kar poznamo. To se pravi, bila je zelo drugačna estetika, bila je zelo drugačna glasba, govorili niso, to se pravi, je bilo vse na glasbo, mnogo počasnejši ritem, kot smo ga vajeni ali pa kot so ga vajeni naši otroci. Skratka, to je bila zelo tako za mene. Bolj, ko sem to gledala, bolj sem se spraševala, kaj se bo zgodilo v kinu, ko bodo to videli polna dvorana otrok, a ne. In potem so seveda otroci prišli v kino, razposajeni, polni pričakovanja, gledali bodo risanke, smo najprej razjasnili, kaj je animirani film, kaj je risanka, skratka, in jih pripravili na ta ogled. In kaj se je zgodilo? Otroci so gledali, se čudili, nobenega problema ni bilo, sprejemali so z odprtimi rokami. Mi smo z vsakim filmom, tako kot delamo to še zdaj, ustavili projekcijo, se pogovorili o tem, kar so videli, jih pripravili na to, kar bodo videli, in so bili tako pozorni gledalci, tako, v bistvu, jaz sem imela občutek, da so se preklopili v en čisto drug svet. In potem, ko so odhajali iz kinodvorane, jaz vedno tukaj stojim, da jih čakam, da mi dajo tisti trenutni feedback, da vidim, kaj je bilo tisto, kar se jih je dotaknilo, kaj je res tista njihova prva povratna informacija. In vsak je imel en drug film, vsakemu je bil všeč, enemu je bil všeč ta, enemu je bil všeč ta, sploh ni bilo v bistvu ali deklica ali deček. Skratka, ko so odhajali ven iz dvorane, sem rekla, v redu je, otroci lahko gledajo tudi take vsebine. In to je bil meni tisti osnovni odgovor na vprašanje, ki si ga ljudje, ki delamo z otroki ali pa za otroke, nenehno zastavljamo, ali je pomembno, da gledajo otroci tisto, kar želijo gledati, ali je prav, da vidijo tudi tisto, kar mi mislimo, da je dobro, da vidijo. Se mi zdi, da to je tista naša večna dilema doma, ko imaš svoje otroke, v šolah, kot mi, kot profesionalci, ki se s tem ukvarjamo. In meni je moje prvo srečanje mi je na to vprašanje odgovorilo in od takrat naprej jaz sploh več nimam dvomov. Moje vprašanje je vedno znova samo, kako izbrati ustrezne vsebine za otroke in kako jim jih predstaviti, zato da jih bodo zagrabili, da bodo res to izkušnjo doživeli kot nekaj lepega, nekaj polnega, nekaj zase.
Tako da ne bojte se tukaj, ne bojte se tukaj v tem svetu, kjer je res poplava medijev in kjer se otroci v bistvu kamorkoli priklopijo, dobijo stvari, ki so za njih in ki so hitri tempo in ki so privlačne in ki so pisanih barv in zelo spolno stereotipno obarvane, da še bolj pridejo do njih, a ne, nobenega problema. Če otroku ponudimo ustrezno vsebino, ki ga bo nagovorila glede na njegovo starost, glede na njegov stopnjo razvoja, nobenega problema, da otroci tega ne bi gledali. Zdaj, to, kar je Petra že prej tako je lepo končala, ne, da če ne morete, da si tudi lahko gledate to v šoli, ampak jaz vseeno poudarjam, da tukaj je doživetje filma v kinodvorani je posebno doživetje in če imate to možnost, dajte, vi ste izbrana populacija tukaj, tisti, ki vam je mar, dajte si to priložnost in otroke res pripeljite ali v ta kino ali v kateri drugi, ki je vam bližji. Gre samo za to, da otroci dobijo ta občutek, da je kino tudi en poseben prostor, kjer veljajo neka določena pravila in kjer je ena ta magičnost, to se pravi, ko pridejo v to dvorano, izbrala sem to deklico, ker se mi zdi tak en lep prikaz tega, kako začarani so lahko otroci, ne, ko pridejo v to dvorano, v te stole, vidijo na tem velikem platnu, tam je projektorska kabina, skratka, je to en poseben dogodek za njih in hkrati se mi zdi pomembno je tudi to, da jih lahko ob tem pripravimo na doživetje v kinodvorani, ne samo to, kar vsebinsko, kar bodo gledali, ampak tudi na to, kako se vedemo, kaj počnemo, kako to počnemo, skratka, na vse te neke, bi skoraj rekel človek, malo bontona, a ne, zato da dobijo ta občutek, ker ko hodijo te cineplekse, tam se jejo kokice, pa se pije Coca-Cola vmes, pa to v takih kinih se pa to vseeno ne sme in je fino, da otroci dobijo ta občutek, da je pa nekje tudi drugače in da zato ni nič slabše, a ne, da zato ravno tako lahko se veselijo ogleda filma. Film kot tak je fino, ker je samostojna umetniška zvrst, ima kot tak tudi mesto, animirani film ima pa še posebno mesto, zato ker združuje več različnih umetnostnih zvrsti in to na en tak zelo lep preplet, to se pravi, imamo tukaj likovno govorico, imamo tukaj glasbo, imamo tukaj jezik kot tak, imamo gledališče, to se pravi ta predstavnostni del, veliko različnih zvrsti je in to lahko zelo zanimivo učinkuje in tudi otroci, ki imajo ki jih različne stvari pritegnejo, jih lahko na ta način zmotiviramo, da so pozorni na tisto, kar jim je dejansko mogoče malo bolj všeč, a ne, tisti, ki imajo bolj roko za likovno, jih opozorimo na to, tisti, ki se z glasbo ukvarjajo, hitro lahko potegnemo ta element noter, seveda je pa vsebina tukaj vedno tista, ki sama zase govori, a ne. To bomo še govorili kasneje, ampak vsak film kot tak ima zelo visoko doživljajsko vrednost, ta se meni zdi vedno na prvem mestu, to se pravi, otroka se zelo intenzivno dotakne, potem ima tudi zelo močno socialno vrednost, to se pravi zgodbe, vsebine so praviloma take, da otroci ob njih razmišljajo in da vedno dobijo nekaj. Mogoče sporočilo teh zgodb ni vedno takšno oziroma ne pride do otrok v tej obliki, kot si bi mi predstavljali ali pa mi želeli, to se pravi, da se otroci naučijo ob teh filmih to, kar mi želimo, ampak jaz vem, da če so otroci motivirani, če jih nekaj pritegne, bodo vedno nekaj odnesli od tega, ne? In zato je potem dragocen tukaj pogovor, da vidimo, kaj je tisto, kar je prišlo do otrok, kaj so si otroci vzeli iz tega, ne? In kar se meni zdi tudi tukaj zelo pomembno je to, da v tem času, recimo tako kot začne otrok v predšolskem obdobju, se mi zdi to sploh izjemnega pomena, kjer se otrok na vseh nivojih uči, to se pravi, je pomemben tudi ta estetski vidik, da otrok uri ta svoj občutek za lepo. In je fino, da vidi različne sloge animacije, zato da se lahko odloča, to mi je všeč, to mi ni, to me bolj nagovori, to me ne, a ne, in se potem skozi starost to zelo jasno oblikuje in potem otroci postanejo, pravimo, kritični gledalci, a ne, da vejo, ja, to želim gledati, ne, tega pa raje ne bi gledal, oziroma da so sposobni tudi mogoče malo stisniti zobe, če kaj ni čisto po njihovi meri, ampak je vseeno, so elementi, ki jih pa mogoče lahko pritegnejo. Animiran film je tudi eno od odličnih področji navdihovanja ustvarjalnosti, zato ker je vedno potem tukaj en velik širok prostor, kaj vse lahko otroci počnejo, da ne govorim o tem, da si jaz vedno, ko imam dvorano polno otrok, predstavljam, zagotovo je tukaj en otrok, ki se bo mogoče enkrat v odraslosti ukvarjal z animacijo in on je mogoče tukaj skrit vsej tej množici in to požira in si misli, ja,
to je to, kar bi jaz rad počel. Zato, ker ta sreča, ki jo imam, ko lahko potem po teh projekcijah govorim tudi z avtorji, ki prihajajo od vsepovsod, tudi iz tujine, in potem jih otroci sprašujejo in se vedno pojavi to vprašanje, ne, kdaj ste se začeli ukvarjati z animacijo, in mi je tako še posebej ljubo, ko kak avtor pravi, ja, pri 7 letih sem videl en ta pa ta film in ko sem ga gledal, sem rekel, to je to, kar bi jaz rad v življenju počel. Ne? In to se mi zdi zopet pride do otrok in če se enega, dveh otrok dotakne v smislu, da najdejo oni skozi to svojo možnost izražanja, se meni zdi to ena odlična priložnost. Kot sem že rekla, meni se zdi najbolj pomembno na prvem mestu je ta psihološki moment, to se pravi to osebno doživetje. To je tisto, veste, ko je filma konec, ko se začne vrteti špica, mi pa obsedimo in ne vemo, kaj zdaj se pravzaprav v nas dogaja, kaj je zdaj ta film naredil, smo žalostni, smo veseli, se nas je dotaknil, smo jezni, nam ni bilo čisto v redu, je bil konec tak, kot smo si želeli, ni bil tak. Skratka, te misli, ki se nam podijo po glavi, zelo podobno je pri otrocih. Otroci imajo tudi, marsikaj se jim podi po glavi in tudi otroci imajo, ne nagovori vsak film vseh otrok enako. Lahko en film od enega otroka zelo nasmeji, drug otrok pa v njem najde že neke elemente, v bistvu tiste mogoče malo tragičnosti, ki skuša skozi humor prevladati. Tako da to je tisto, se mi zdi, kar je najbolj pomembno, da otrokom, ko obiščemo kino ali pa ko imamo tudi v šoli, skratka, ko se pogovarjamo, da jim najprej damo ta prostor, da govorijo o tej osebni izkušnji. Kakšen se jim je ta film zdel? In tukaj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Tu je res tisto, kako je bilo tebi. In tudi, če nekdo reče, meni je bilo smešno, drug pa reče, meni je bilo pa tako žalostno, da mi je šlo ves čas na jok, to je enakovredno. Vsak otrok ima pravico čutiti, tako kot čuti, in fino je, da otroci imajo to možnost povedati. Jaz se vedno spomnim te svoje anekdote, ki rada povem. Prvi film, pa to ni bil animiran, ampak je bil igrani film, ki sem ga šla gledati v šoli v okviru tegale kulturnega dneva, je bil film Šampion, če se ga spomnite, The Champion. Šli smo ga gledati v 3. razredu, to se pravi, sem bila stara 9 let, nas niso nič na to pripravljeni. In ta film je bil v bistvu ena zgodba o enem dečku, ki živi z ločenim očetom, in ta oče se skuša za tega dečka potruditi v življenju, je pa profesionalni boksar in se vrne na to svojo profesionalno pot, da bi dobil denar, da bi lahko ona dva boljša zaživela, in na koncu v zadnji bitki ta oče umre. In jaz ta film še zdaj, ko vam to govorim, mi gre srh po telesu, in tudi potem ni noben z nami o tem govoril. In jaz sem šla domov tako, itak že bolj občutljiv otrok, polno glavo vsega, sploh ne vem, sem rabila teden dni, da sem z mamo sploh skomunicirala, kaj se je v kinu zgodilo, da so se začeli o tem pogovarjati. Skratka, to je bil film, ki je mene zelo zaznamoval. In potem, veste, ko je bilo leto 2000, ko so delali te razne analize, najbolj taki filmi, pa najbolj taki film je bil ta na drugem mestu najbolj žalostnih filmov stoletja. In jaz sem rekla, in jaz sem to gledala popolnoma nepripravljena pri 9 letih. In zato sem vesela, da imamo zdaj, da smo šli toliko naprej, da imamo to priložnost, da vi zavestno izbirate, da veste, koga peljete, kam jih peljete, kaj boste gledali, da se z njimi pripravljate, in to ni treba veliko naporov, ampak je pa zelo veliko vredno, da otroci res pridejo sproščeni in da jim je to ena taka fina priložnost, tudi če je vsebina težja, tudi če jo morajo potem predelati, ampak da vejo, da je to eno varno mesto in da ni potem njihov odhod iz dvorane tak, da rečejo nikoli več. To je bilo tako težko doživetje, da si tega ne želim več ponavljati. No, potem je tukaj seveda, kar je pomembno tudi pri animaciji, je to, da se otroci skozi to spoznavajo s filmskim jezikom, s filmsko govorico, to se pravi, da so znajo biti pozorni na, kot smo rekli, estetiko, na likovno podobo, da znajo biti pozorni na zvočno plat, to se pravi, ali govorijo ali ne, kakšna je glasba, kakšni so inštrumenti, kako so vplivali, kako je bilo to povezano z čustvi, ki jih je film sporočal. Skratka, da so pozorni na vse te elemente filmskega jezika, ki se potem, skozi katere se urijo. To ni nekaj, kar bi bilo pridobljeno. To se moramo naučiti. To se tudi odrasli postopno učimo. Tudi, da vemo, kakšna glasba kakšnemu filmskemu žanru sodi, da veš že tudi skozi to, kaj prihaja na nek način. In potem je seveda tukaj pomembna tudi vsebina. To se pravi, kakšna je ta zgodba, kako je bila strukturirana, kako jih je nagovorila, kakšne teme je odpirala. Teh zgodb je velikokrat res sporednih veliko in vsak lahko iz njih nekaj potegne.
Zdaj mi temu pravimo, fino je, če si omogočite sebi pa otrokom aktivni ogled filma. To se pravi, da ste vi aktivni pri izbiri, da se res odločite, zdaj imate toliko te pomoči za to art kino mrežo, za tukaj s Kinodvorom, s temi šolskimi programi, skratka, res ni več razloga, da ne bi izbrali najboljše, kar lahko v tem trenutku otroci pri nas vidijo, a ne, potem, da se pripravite, vse veste, obstaja pedagoška gradiva, greste čez, si kaj preberete, skratka, da se lahko z otroki o tem pogovarjate. Jaz ne mislim tukaj to, da otrokom razlagate vsebino filma, a ne, ampak da jim mogoče daste kakšne iztočnice, da bodo mogoče malo bolj pričakovali, pa da bodo na kaj bolj pozorni, pa da se mogoče pogovarjate o državi, od koder film prihaja, ker tudi kulturno pogojene so te zadeve, a ne, kako so potem te zgodbe predstavljene in prikazane. Potem je seveda tako, kot sem rekla, pogovor po filmu, to se pravi tisti trenuten, ki se zgodi tam lahko že v kinodvorani ali pa takoj, ko se vrnete v šolo, da otroci povejo, dajo ven tiste prve vtise, potem pa je lahko ta zgodba predelovanja tega filma in obdelovanja z različnih perspektiv traja tudi en teden, tudi še en mesec, tudi se lahko povezujemo z različnimi področji, slovenščina, zgodovina, biologija, geografija, skratka veliko teh stvari sodi skupaj in potem lahko dodatne aktivnosti, lahko je to čisto konkretno delavnica animacije ali pa zelo oddaljeno, če je to tema, ne vem, na pamet govorim, če v filmu govorimo o živalih, mogoče obisk živalskega vrta, skratka kup enih naveznih dejavnosti do čisto kreativnega poustvarjanja, da otroci v tem filmu vidijo nek navdih in to zgodbo ali ilustrirajo ali se poskušajo, recimo, če je to tehnika kolaža, da tudi sami ustvarjajo nek kolaž, nadaljujejo zgodbo tam, kjer je obstala, a ne, skratka, možnosti je res zelo veliko in vsa ta pedagoška gradiva, ki so vam na razpolago, že sama po sebi predvidevajo te dodatne aktivnosti. Jaz pa verjamem, da ste tudi vi toliko ustvarjalni, da mimogrede dobite kakšno idejo, kaj še lahko s tem počnete, a ne, da to postane bolj močno doživetje. Zdaj, tisto, kar bi jaz res rada danes govorila z vami, je to, kako se z otroki pogovarjati. Zato, ker vem, se pogovarjamo se tako ali pa drugače, v čem je to umetnost, ampak otroci na različnih razvojnih stopnjah so različno dovzetni za te stvari in so zato potem lahko tudi ti pogovori različni, na kak način jih vabimo k tem, k gledanju filma in potem tudi k pogovoru. Zato imam tukaj narejeno v bistvu tako malo razdeljeno po teh osnovnih ciljnih skupinah. Imam za vsako ciljno skupino predstavljeno z tega psihološkega vidika, kje je ta razvoj, to se pravi, kaj se z otroki v tistem obdobju dogaja, zakaj neke stvari zmorejo, zakaj nekih stvari ne zmorejo in bomo šli zdaj ta vrtec na hitro skozi, potem pa še osnovno pa srednjo šolo, a prav. Evo, zgodnje otroštvo, to se pravi predšolsko obdobje. To je ta program, ne vem, če ga poznate, v Kinodvoru ima en čudovit program Prvič v kino, ki je v bistvu za 2+ ali pa za 3+, odvisno od programa, ampak to je res prvo srečanje teh čisto malih otrok z filmom in vem iz lastnih izkušenj, koliko je to dragoceno, koliko imamo vsako soboto, ko gremo, vsako soboto v mesecu, ko je nov program, gremo to gledati z malim fantkom, kako se tega veseli, kako je to njemu doživetje, da bo spet v kinu, da bo imel to kocko pod ritko, da bo gledal, da bo videl, da bo doživel, skratka pričakuje tudi ta pogovor na začetku. In to se mi zdi, da so take korenine, ki jih lahko otroku damo za potem za naprej, a ne. No, to je en tak pogovor, en primer enega pogovora. Poznate to? Poznate našo kinotelovadbo? Tako se mi zdi, da toliko let že to poudarjamo, ponavljamo, pa da ne bo zdaj cela dvorana že to poznala, če ne vam povem. Vam izdamo, kako to počnemo, pa vam zelo rada prepustim, da tudi vi to poskusite kdaj s svojimi otroki, ker zelo dobro deluje, ne samo na nivoju predšolskih otrok, tudi na nivoju šolarjev in jaz sem lani prvič poskusila to tudi na nivoju najstnikov. Vam bom potem povedala to posebno izkušnjo z najstniki, zakaj sem se to odločila in kako je to izpadlo, ampak ta kinotelovadba v bistvu ni nič drugega kot to, da otroke pripravimo, da so res tukaj in zdaj, zato jaz pravim, da je to neke vrste čuječnost v kinu. A ste pripravljeni 2 minuti iti z mano čez, da boste videli, kako to počnemo, zato da boste imeli ta občutek? V redu? Potem vas pa zdaj prosim, da se res udobno namestite, da vam bo res prijetno. Tako jaz pravim otrokom, ridite do konca stola, naslonite roke na naslonjala ali pa jih dajte lepo na kolena, skratka, da boste imeli občutek, da res udobno sedite. Zdaj bomo pa 2-krat globoko vdihnili. In zdaj moramo imeti za ogled pripravljene oči, da bomo res vse videli in bomo 2-krat močno pomežiknili. Še enkrat.
In potem moramo imeti pripravljena tudi ušesa in bomo razmigali levo uho, nežno, prijazno in razmigali desno uho. In zdaj še enkrat vdihnemo in smo pripravljeni na ogled. In tako kot je to čudežno pri vas delovalo, tako deluje pri 120 otrocih v kinodvorani. Čista tišina vlada na koncu. In kaj je lepšega, kot začeti projekcijo na ta način, da so otroci res tukaj in zdaj in pripravljeni na to. In pri teh najmlajših, kjer mi ustavljamo, recimo pri Animateki imamo v programu za predšolske otroke 6 do 7 filmov, kratkih, 3 do 7 minut recimo, vsega skupaj program ni daljši od 35 na maksimalno 40 minut, ampak mi ustavljamo po vsakem filmu, zato da otrok dobi priložnost, da da tisti prvi vtis ven, a ne, in da se pripravimo na naslednjega. In saj veste, v trenutku, ko se začnemo pogovarjati, je to dvorana mrgoli, a ne, vsak bi mi rad nekaj povedal, pa še zraven, kje so bili na počitnicah, pa kaj so zjutraj jedli, in potem pripraviti jih na naslednji film, mi to vedno znova ponavljamo. In jaz samo rečem, tako, zdaj se bomo pa spet pripravili in že sedijo, imajo že rokce in že dihajo in so že pripravljeni na naslednjega. In to mi ponovimo 7-krat in jaz si predstavljam, da res na koncu otroci vejo, kaj so gledali, a ne, in vejo, kaj so ob tem doživeli. Tako da, vzemite si to kinotelovadbo, poskusite jo, magari samo v razredu, pa boste videli, kako deluje, ne. Zadnjič mi je en fantek v šoli, mi je tako rekel, kaj bomo zdaj to delali, ampak so potem vseeno vsi delali, pa ni bilo nobenega problema, ne, so lepo delali in lepo gledali potem. Dobro, kar se tiče, res bom tukaj zdaj samo preletela, ker to niso vaša ciljna publika, ampak mogoče ima kdo doma, koga pa bo pomembno. Pri teh najmlajših je res pomembno, da se zavedamo, da je pozornost zelo kratka, da je treba izbirati filme, ki niso, to so celovečerne filme, zmorejo šele od 4 let naprej, ne, in to se velikokrat dogaja, da peljemo te mlajše otroke gledati kakšne celovečerne filme, po možnosti te, ki niso specifično narejeni za otroke, ampak so družinski, ne, recimo iz Disneyjevih studijev, in potem imajo starši velikokrat probleme, ker morajo po 20 minutah ven, ker otroci enostavno ne zmorejo vsega, od velikega platna do močnih zvokov, do teme, do zgodbe, ki je ponavadi zelo intenzivna in tako naprej, ne. To se pravi, ta pozornost je pri otrocih res omejena, se z vsakim letom spremeni, ampak je treba biti na to pozoren. Otroci v tem obdobju tudi, se jim zelo intenzivno razvija, kar pomeni, da sledenje zgodbi je tudi z vsakim letom je lažje, je boljše, začnemo z zelo preprostimi, zelo osnovnimi zgodbami in postopno hodimo proti zahtevnejšim. Zelo pomembno je v tem obdobju, zato ker se intenzivno razvija govor, da so otroci deležni lepega slovenskega jezika, dobre interpretacije. To poudarjam zato, da tudi ko razmišljate o tem, kaj jim pokazati, sinhronizacija je pomembna, izjemno pomembna, a ne. Potem je tukaj zelo pomembna tudi ena, ali pa bom mogoče tako, bom za začetek še tole povedala, teme, ki se jih res dotaknejo in ki so jim privlačne, so teme, ki izhajajo iz njihovega vsakodnevnega življenja. To so teme, ki jih prepoznajo. Nam se to mogoče zdi včasih dolgočasno ali pa mogoče preveč preprosto pa banalno. Otroci pri 3, 4, 5 letih pa dejansko jim je to, da se varno počutijo v tem nekem, tudi v tej vsebini, ki jo gledajo v filmu, jim je to zelo pomembno, ne. Zato in potem že začnejo tudi razmišljati o teh prvih prijateljstvih, začnejo razmišljati o tem, zakaj se je nekaj zgodilo, kakšne bodo posledice, skratka, tudi moralno presojati, kaj je prav, kaj je narobe, je ta v redu naredil, ni ta v redu naredil, a ne. Empatija se razvija v tem obdobju, tako da že lahko zavzemajo neke socialne perspektive in se odločajo, kateri lik jim bo bližje in zakaj, a ne. Kar je pa res izjemnega pomena, je pa to, da smo zelo previdni, kar se tiče čustev. Vi veste, da so filmi vedno tudi ena velika gmota čustev, zato nas tudi tako pritegnejo, a ne, in pri čustvih je pa treba biti res previden. Otroci v tem obdobju so izpostavljeni intenzivnemu učenju, kaj čustva sploh so, prihajajo do njih, jih prevzemajo in se spoznavajo s temi osnovnimi čustvi, pa tudi potem z bolj kompleksnimi čustvi, in tu je treba biti predvsem pozoren na čustvo strahu. Čustvo strahu je eno najbolj neprijetnih čustev v obdobju predšolskega otroka, ima potem lahko to tudi dolgoročno, se veste, potem se čustvo strahu spreminja v čustvo tesnobe, ki vodi tudi v depresijo. Skratka, izpostavljati otroka zavedno nekim čustvom strahu, nekim situacijam, kjer jim bo res neprijetno in to ne rabijo biti pošasti. Veste, otroci tako majhni, pa tudi starejši, niso tiste
grozne pošasti pa grozni tile slabi liki, negativni liki, ampak tudi kakšne čisto realne poškodbe, kakšne grožnje temu osrednjemu liku, na katerega se vsi na nek način orientirajo, s katerim se poistovetijo. Tudi to je že dovolj, a ne, da je otroku lahko zelo neprijetno. In če druga ne, je fino, če so taki prizori, da se potem res o tem pogovarjamo, da damo otroku priložnost, da to predela. Zopet pa pravim, otroci so različni gledalci. Eni zmorejo pri 6 letih gledati vse, eni imajo pa še pri 6 letih, a ne, probleme gledati neke določene prizore in se to potem lahko kulminira tudi v kakšne nočne more, težke sanje in tako naprej, ne. Tako da tu res velja ta previdnost. En tak primer imam, ne bom kazala posnetkov, zato ker jih boste tudi kasneje gledali, ampak Kojo poznate verjetno vsi, ta slovenski animirani film, a ne. Koja plesoče nogavice je eden izmed primerov te zadnje serije, ki so jih naredili, ki je res namenjena predšolskim otrokom. Mi smo to na veliko stestirali pri otrocih, veliko ciljno skupino smo vzeli in smo videli, kako pri njih funkcionira in je otrokom res fino to gledati bilo, ker je to lik, s katerim se povežejo, ker je duhovito, brez besed je, glasba je, kup nekih domišljijskih podob je, s katerimi lahko oni tudi oživljajo recimo te predmete, kot kaj se gibljajo in tako naprej. Ampak na začetku svoje te poti so pa naredili tudi film Koja roža, ga je kdo slučajno videl? To je pa recimo film, ki je tako vse enako, lik je enak, na isti skalni polici se dogaja, a ne, zgodba je popolnoma identična, razen da se pač to zgodi, da on posadi to rožo in iz te rože zraste potem ena ljudožerska roža, velika, in to v trenutku spremeni ciljno publiko. To ni več film za predšolske otroke, ker je tista roža res tako zelo strašljiva, a ne, in to se je vedno znova pokazalo, da ko smo ga kazali mlajšim otrokom in potem smo jim ga nehali, jim ni bilo prijetno, ne. In tudi ko smo ga pošiljali na festivale, so vedno znova spraševali, katera je zdaj tu ciljna publika. Vse govori o tem, da je to za mlajše otroke, ampak ti elementi so pa bili izrazito narejeni za starejše otroke, ki že zmorejo premagati ta strah in zmorejo vzpostaviti to distanco, ne. Tako da tu so res taki majčkeni detajli, ki vse spremenijo. No, kot sem rekla, je vedno zelo dragoceno, če imate to priložnost, ko se pripravljate na te pogovore oziroma ko ste v kinu, da imate priložnost prositi za to, da se pridružijo tudi kakšni avtorji. Otrokom se mi zdi vedno znova, ko jih gledam tukaj, to zelo navdihujoče. Sicer vprašanja jaz vedno pustim, pravim, sprašujte, kar želite, pa vedno je prvih 5 vprašanj tistih klasičnih, a ne, kdaj ste se začeli ukvarjati, koliko časa ste delali ta film, kako dolgo, koliko jih je bilo v ekipi, a imate kaj novega v načrtu, ampak potem se pa vmes pojavijo tudi kakšna zelo konkretna vprašanja vezana na animacijo, vezana na vsebino, in to je potem tisto, se mi zdi, kar mnogo lažje odgovori nekdo, ki je to delal, a ne, nekdo, ki je bil v to neposredno vključen, vpleten, ne. In če je le priložnost, ko že govorimo o animaciji, videti neke osnutke za to, ne, zdaj tu je pač Koja je super varianta, ker je pač res ta lik obstaja in če to greste pogledat, imate možnost tudi ta lik in to otroci, to je tako kot Sveto je bilo, ne, to so se ga niti dotakniti, se ga niso upali, se vidite te učke, kako je to vsak, ne, in potem to pokažeš, kako se to premika in koliko premikov je treba za vsak gib narediti in jih to posneti, a ne, zato da dobijo tudi ta malo občutek, koliko je to v bistvu težko delo. Tako da, če imate to priložnost, je to res ena taka zelo, zelo velika nadgradnja lahko vašega ogleda. Evo, in kar se tiče tega obdobja šolarjev, šolskih otrok, tu je zdaj sicer od 6. do 12. leta tako nekako zajeto. Vi sami veste, delate z njimi, da se tudi tukaj že vsako leto razlikuje, ne vsako leto, ampak prinese nekaj novega, nekaj svojega, ampak tukaj imam zdaj ene take značilnosti, ki veljajo na splošno, seveda z manjšimi prilagoditvami glede na starost. Zdaj, seveda, šolski otroci, se veste, so sposobni zelo usmerjati pozornost in jo tudi dolgo vzdrževati, je pa seveda odvisno tudi zopet od posameznike, a ne, imaš take tudi, ki ne zdržijo dolgo. Je pa tudi res, da je zelo odvisno od tega, kakšna je vsebina, ne, če jih vsebina dobi pa pritegne, potem lahko tudi takšni, ki imajo drugače težave del časa gledati, jih lahko pritegne dovolj, a ne. Zgodbe so lahko že bolj abstraktne, lahko so bolj kompleksne, zato ker je njihova sposobnost prilagajanja mišljenja dosti bolj gibčna, to se pravi, oni so že sposobni brati med vrsticami,
neke simbole prepoznavati, videti neke stvari drugače, si osmisliti neke zadeve, ki mogoče niso čisto konkretno izražene v filmu. Tako da te stvari so že bolj, je pa res, da je zelo, jaz sem zdaj zelo čisto konkretno, sem en tak zelo luškan primer imela, ker smo zdaj med prazniki tega veliko gledali, pa imam 9-letnika doma, ki ima recimo grozne probleme vmes med filmi s kakimi temi sanskimi prizori, ker je še vedno na taki zelo konkretni ravni in mi je fajn, če linija teče in potem so mu tisti sanski prizori, ki smo jih gledali v enem filmu, so mu bili čisto odvečne in pa je tako lušen, ker to tak na glas pove in potem jaz zelo konkretno vidim, mi ilustrira to, kako ta razvoj dejansko poteka, ne. To se pravi, lahko si že tudi sami zgodbo, možnosti so za bolj odprte stvari, tudi za mogoče bolj odprte konce, ki si jih lahko sami osmislijo, ampak še vedno pa rabijo pri tem pomoč. Je fino, da se o tem pogovarjamo, da ni tako, da se otrok bolj preizprašuje, kaj se je zdaj pravzaprav zgodilo, ampak da lahko na glas pove, kaj on misli, pa mogoče kjer otrok kaj drugega misli, pa pridemo do tega, da koliko je različno lahko razmišljamo o eni in isti stvari, a ne. Tudi, to se pravi, tudi to kritično razmišljanje je že zelo, se znajo že zelo odločati, kaj, zakaj, kako, posledični odnosi, to se pravi, kaj se je zgodilo, zaradi česa, skratka, te stvari so jim že jasne. Tudi kar se jezika tiče, so bolj, razumejo že zahtevnejše jezike, to se pravi, rekla sem že tudi neko simbolično, metafore znajo prenesti, a ne, tudi humor, recimo cinizem, sarkazem, ironija, to je po 6. letu začnejo otroci to dojemati in se temu tudi smejati, namreč predšolski otroci tega ne razumejo kot humor, to razumejo kot hudobijo, nesramnost, jim ni to prijetno, ne, tudi tu je treba biti nekako pozoren. Strah kot tak, sem rekla, upade, se pa budijo ti občutki tesnobe, anksioznosti, skratka te stvari povezujejo, ki jih vidijo za sabo, za svojimi izkušnjami in to potem res lahko v njih budi neka močna, tudi močna občutja. Zdaj, v tem obdobju je zelo pomembno to koncept prijateljstva, tudi že kakšne prve simpatije se pojavljajo, to se pravi, to so vse vsebine, ki te otroke pritegnejo, radi imajo napete zgodbe, radi imajo zgodbe, v katerih so zapleti in se potem te stvari rešujejo, da so otroci tisti glavni aktivatorji, ki vodijo to se pravi, in to ne rabijo biti lepi in pametni in samo nadarjeni otroci, ampak takšni, kot so oni, to se pravi, otroci iz mesa in krvi, eden zmore to, drugi zmore to, skupaj pa so zares močni, a ne. Tako da to je tisto, kar, če jim take vsebine ponudimo, ne bomo zanesljivo ne zgrešili. In tudi, če poznate kaj te filme, ki ste jih mogoče hodili gledati v Art kino mrežo, ki jih izbirajo tukaj za toliko stare otroke, so vedno neke takšne teme, a ne, vedno so neki otroški, so neki osnovi postavljeni otroci, ki imajo neke svoje zgodbe. Tukaj sem dala za primer Zadnje animateke, film, ki je zmagal po oceni otroške žirije. Mi imamo na vsako leto na Slonu otroško žirijo, mislim, da so stari od 8 do 12 let, to se pravi, ravno to obdobje zajemajo in si pogledajo vse filme iz vseh starostnih skupin in potem se odločajo, kateri film je zmagovalec. In jaz sem imela to srečo, da sem bila z njimi, ko so se pogovarjali o tem, ko so razmišljali o tem in to je bilo meni res eno tako zelo dragoceno doživetje. Je že res, da so mogoče teh 5 otrok, ki so bili tukaj, da so bili mogoče malo bolj artikulirani, da jih to mogoče malo bolj zanima, ampak v vsakem primeru, na kak način so razmišljali in kako se je tudi jasno videlo, kako so se delili glede na neke osebne interese, kaj je bilo komu všeč, kaj komu ni bilo. So bili tudi filmi, ki so bili 2 zelo všeč, pa 3 absolutno ne, a ne, ampak na koncu so se odločili za ta film Teorija zahoda, kjer je v bistvu zgodba, je slučajno kdo videl, zgodba govori o tem, ta človeček je v bistvu čas, ne, on vozi kolo in je speljano en dan, kaj se v enem dnevu zgodi od tega, da se sonce zbudi, do tega, da sonce na nek način pade, gre v vodo, se poslovi, od rojstva do smrti, skratka kup ene simbolike je že noter, ne, in tukaj sem napisala njihovo obrazložitev, sicer bolj posplošena, ampak vseeno, bili so pozorni in na likovno podobo in na zgodbo, pomembno jim je bilo to, da je bil tudi zabaven, ker film je imel humorne elemente, čeprav je imel v bistvu dosti težko vsebino na nek način, a ne, ampak so bili pa elementi humorja, ki so otroke pritegnili in so zato potem to vsebino mogoče naredili malo lažje in predvsem je bil zelo izviren. To je bilo tisto, kar jim je bilo res pomembno, ne. In ko sem jaz poslušala te njihove komentarje, so bili res, kaj vse so oni opazili, kaj vse so v bistvu videli v teh filmih, ne, na kak način so to doživeli. In tudi ta starostna skupina ima
absolutno jim je super, če imajo možnost se srečati tako z avtorji, kot tudi z liki, čeprav kot sem rekla, je tukaj en fantek, vem, 9 let star, bil tako, zdaj bomo pa to delali. Ampak na koncu so vsi se pogovarjali, nobenega problema ni bilo, roke so se dvigovale in ko so odhajali iz dvorane, so bili prav tako pripravljeni deliti z mano tisto njihovo prvo izkušnjo, kaj jim je bilo všeč, kaj jim ni bilo všeč, skratka na ta način, a ne. No, potem pa tukaj pride še obdobje mladostništva, čisto tako mogoče za en občutek, to se pravi od enega 12. leta do 20. leta je to obdobje, seveda pri enih več, pri enih prej začne, pri enih prej konča, to je lahko malo drseče, a ne. No, in to sem vam želela to zgodbo povedati. Jaz iskreno povem, imam najraje pogovore z temi najmlajšimi, s predšolskimi in tudi z šolskimi, zato ker se mi zdi, da predšolski so itak ti jejo z roke, a ne, karkoli jih vprašaš, bo polna dvorana, vsi bodo dvignili roke, a ne. Pri šolarjih se tudi da, šolarji so tudi vedno, vsaj nekaj jih je, ali pa rečemo, vsaj pol dvorane je takih, ki želijo kaj povedati, sploh ko vidijo potem, da ni nekih pravilnih, napačnih odgovorov, pa da vse sprejmemo, se opogumijo, pa tudi na balkonu dvignejo roke, pa povejo, pa celo v mikrofon govorijo, pa se jim zdi to poseben dogodek, a ne. Najstniki so bili pa meni vedno trd oreh, ne. Tako se mi zdi, da na nek način sem imela celo mogoče eno tako malo strahospoštovanje do njih, ker vem, da znajo že zelo konkretno razmišljati, ker vem, da imajo, mislim, da imajo zelo jasno, kaj jim je všeč, kaj jim ni všeč. In smo potem, se mi je zdelo tudi, ne bom z njimi delala telovadbe, kako naj delam z najstniki, zdaj bomo tu neki telovadili v kinu ali kako, a ne. Potem sem pa lani, ne lani, to je bilo zdaj že predlani, 2017, točno 2 dni preden se je začela Animateka, bila na enem srečanju, ki je bilo namenjeno spletu za otroke, za mlade predvsem, in smo imeli eno odlično predavanje o tem, kaj se pravzaprav z mladimi, z najstniki predvsem dogaja, ko so ves čas na tablicah, takšnih in drugačnih, a ne. In sem dobila ta občutek, da dejansko za njih so to kratki klipi, je to hitro, ne, je to hitro menjavanje teh raznih vsebin, skratka, da sploh nimajo te priložnosti, da bi se v neke vsebine poglabljali, ampak da v bistvu ves čas, tako kot je ta predavatelj govoril, drsijo po valu, ne, zajahajo val in potem samo drsijo z njim, dokler jih nese, a ne, Bog ne daj, da bi se kdo mogoče v kako globino potopil. In jaz potem potujem domov in razmišljam o tem, in sem imela naslednji dan pogovor z najstniki in sem rekla, kaj pa če jaz s njim to, da so oni v tej dvorani, v bistvu so jih itak malo prisilili, ne, so morali priti pač, to je pač bilo v šoli dogovorjeno, a ne, ne smejo imeti telefona uro pa pol, kolikor so z nami in noben ga ne sme ven potegniti, nič ne smejo, v bistvu so obsojeni na nek način na to situacijo, da so v tej temni dvorani in gledajo to, kar smo jim mi izbrali, a ne. Kaj pa če jaz to poskušam prikazati kot izziv, kot nekaj, kar ni tako tisto, da so oni samo bogi nemočni, ki so pač zdaj na to obsojeni, ampak da lahko oni iz tega nekaj naredijo. In sem dejansko stopila na ta način pred njih in sem rekla, lejte, zdaj takole, imate telefone, ste morali pospraviti, nimate jih, zdaj ste res imate priložnost, da se v to poglobite, kar boste tukaj videli. In jaz vas prosim, da to naredite, zato ker mi smo to izbrali z mislijo na vas, nimamo pa pojma, če vas bo to pritegnilo, če je to nekaj, kar je vam zanimivo, če vam ni, meni bo res dragoceno, če mi boste na koncu ogleda povedali, kaj si vi o tem mislite. In potem smo naredili celo pač teh par dihalnih vaj, malo sem na hec obrnila, so naredili telovadbo in so super gledali. In jaz ne vem, tisti pogovor takrat je bil res tak, da sem se spraševala, je bilo to zgolj naključje ali je bilo to zato, ker smo jim dali neko moč. Skratka, veliko jih je želelo povedati svoje mnenje, veliko več kot običajno, in ta pogovor je bil res odličen. In potem sem se celo leto spraševala, je bilo to res naključje ali je bila taka dvorana, mislim, taka publika v dvorani, mogoče so bili prej pripravljeni karkoli, in potem sem to lani na tej zadnji Animateki ponovila in je bil spet dober pogovor. In jaz zdaj tako malo že verjamem, da je to bilo tudi zaradi tega, a ne. Ker imam pa tudi to izkušnjo, da sem enkrat pred leti, ker namreč v to starostno skupino, pa mi verjamemo, da sodi že tudi kakšno eksperimentiranje, a ne, da niso to samo neke zgodbe, linearne zgodbe, ki jim lahko sledijo, ki imajo neko vsebino, ampak da so to lahko tudi, sploh ko gre za animiran film, neki poskusi, neke abstrakcije, zato da, ker končno ima tudi to svoj pomen, a ne, če druga ne, mogoče za urjenje nekih estetskih občutkov. In smo prikazovali to, tudi v enem programu smo imeli to en abstraktni film. Vedno pazimo, da nismo preveč, a ne, ker vemo, da otroci, da niso predolgi ti filmi, da jih ne zdržijo. No, in ko smo prikazovali enkrat tega, vem, da se je tako zgodilo, da je tako dvorana po koncu ogleda, tako noben se ni javil, vsi so bili tiho, tako vsi so si vredno mislili, kakšno grozno smo zdaj to gledali. Potem se pa javlja tako ena deklica tam čisto od zadaj, tam nekje pri vas, čisto temno oblečena, dvigla roko in reka, jaz pa moram nekaj povedati, kakšno sranje ste vi to nam pokazali, kaj je bilo zdaj to, kaj smo mi zdaj to gledali, tako prav razburila se je, ne? In jaz sem bila tako, ker načelno sem bila vajena
vse tako približno prijetnih pogovorov, jaz sem bila kar tako, kaj naj zdaj na to, a ne. In sem se v trenutku zbrala in sem rekla, ok, prav, super, fino, da si povedala, bravo, lej, ja, verjamem, lahko je te tudi tako nagovorilo, a je še komu tako, a se še kdo tako počuti in se je še nekaj rok dvignilo, ne. Ampak potem so se v naslednjem trenutku dvignile tudi druge roke in so rekle, ne, nam je bilo pa to fajn. In je naenkrat nastalo v dvorani tako en pro et kontra, sicer zelo reguliran, in smo se potem zelo dolgo pogovarjali o tem, zakaj je bilo tistim, ki jim je bilo fajn, fajn, zakaj je bilo tistim, ki jim ni bilo fajn, in zaključili smo točno na ta način, kar se mi zdi najbolj dragoceno, da ima vsak pravico, da občuti film po svoje in da en film ne bo nikoli vseh nagovoril na enak način, a ne. In od te izkušnje dalje se mi zdi, da smo še bolj pogumni v tem smislu, da res pokažemo zadeve, zato ker mogoče jih je pa 10, ki jim je bil pa ta film res všeč in je fino in je prav, da so ga videli, tako kot je prav, da je ostalih 100 videlo in so rekli, ne, to pa ni področje, ki bi mene zanimalo, a ne. Zdaj pa, da se še vrnem nazaj. Ja, to obdobje najstništva je res eno tako zelo kompleksno obdobje. Ne bom rekla naporno, je tudi, ampak je kompleksno obdobje v tem smislu, da se z otroki, z mladimi marsikaj dogaja. Njihova pot v tem obdobju je konec koncev ta, da zgradijo svojo identiteto na koncu, ne, kar pomeni, da se preizprašujejo o marsičem in da so tu čustva intenzivna, da so tu socialni odnosi intenzivni, da se v končni fazi tudi mišljenje zelo intenzivno preoblikuje v tem, zelo so kritični v tem obdobju, iščejo svoje mesto pod soncem, iščejo, kaj je tisto, kar je prav, kaj je narobe po njihovih merilih in so se pripravljeni za to tudi spopasti, boriti, braniti svoje argumente, jih tudi zelo intenzivno spreminjajo glede na situacije. Skratka, to obdobje je eno tako zelo močno, zelo pomembno in v tem obdobju so željni takih zgodb, ki jih nagovorijo, ki jim prinašajo neke nove situacije, v katerih so se mogoče že znašli ali pa v katerih se še niso, pa si želijo o njih razmišljati, ali jih pretresejo, ali jih presenetijo. Skratka, to so tematike, ki so takšne in drugačne in se jih zaradi tega zares dotaknejo in ob njih dobijo neka nova znanja, neka nova vedenja in predvsem spoznanja o sebi, a ne, kaj si pravzaprav oni o tej temi mislijo. Aha, nikoli še nisem razmišljala o tem, točno, kaj pa to pravzaprav za mene pomeni, kaj to meni predstavlja. Tako da v tem obdobju se ni treba bati tem, ki so težke, ki so mogoče malo mejne, zato ker so to teme, ki otroke zanimajo in če imamo to možnost, se res z njimi potem pogovarjamo, da jih postavimo v nek širši kontekst, da njim damo priložnost, da jih kot takšne obravnavajo, potem mislim, da smo naredili tukaj zelo veliko. No, pol pa še tukaj ena ta moja izkušnja, Petra je že prej govorila o Medeni koži, poznate, se spomnite tega filma, to je v bistvu tudi animacija narejena po stripu, a ne, in to je bil za mene tudi eden izmed najboljših, najlepših pogovorov z avtorjem, ki je bil tukaj, ta Jung, ki je ta film izdelal, on je dejansko iz Koreje bil posvojen v Belgijo in je tam to družino dobil, dogajalo se mu je v otroštvu, v tem filmu se zelo jasno prikaže marsikaj, tudi zelo težke situacije, a ne, in on je bil takrat tukaj, je bil obisk njegov in je bila polna dvorana najstnikov, ki so ta film gledali in potem so se z njim imeli priložnost pogovarjati, to se pravi ga spraševati neke zadeve, ne. In kaj so ga oni spraševali, ne? Najbolj je njih zanimalo to, če je bilo to vse v filmu res, če se mu je to res v resnici zgodilo, ne? Če ga je res mama tepla, če mu je res tista prijateljica umrla, skratka vse te res težke situacije so želeli preveriti, ne? Koliko si jih je on zmislil, koliko je on, ker on je pa stal tukaj pred njimi, ne? In jim je tako lepo povedal, da je bilo vse res, ampak da še vedno se vsako nedeljo z mamo dobijo, z tudi temi sorojenci in skratka, tako se mi zdi, da je en tak širši kontekst tem življenjskim težavam, ki se lahko v najstništvu zdijo res težke in nepremagljive, je postavil, da se zmore, a ne, in on jim je tudi takrat povedal, da je v bistvu zaradi vseh teh stisk, ki jih je imel, je iskal neke poti ven in on je takrat začel risati in je risal in je v tem imel en svoj beg ali pa skratka neko svoje, ta svoje čustva je s tem predeloval in se iz tega razvil, nastal en uspešen risar stripov, a ne, in jim je potem tako na koncu, se mi zdi, da je bilo tako zelo dragoceno sporočilo, ki jim je dal, je rekel, kar vam lahko rečem je to, da dajte govoriti svoj jezik na kakršenkoli način vam je blizu, dajte plesati tisti, ki plešete, dajte športati tisti, ki športate, dajte risati tisti, ki rišete, dajte delati animacijo tisti, ki to radi počnete, sam počnite to na nek način, ne, in jaz vem, da so ga res tako, se mi zdi, da je bilo eno takih meni najmočnejših doživetij v povezavi z najstniki in z ogledom animiranega filma celovečernega, ne.
No, in tudi najstniki niso imuni do tega, da se dotaknejo teh lutk, ki pač nastopajo v filmih, da se lahko pogovorijo z avtorji. To je tudi za njih, čeprav se zdi, kot da jih prav nič ne zanima več na tem svetu, je to lahko tudi dragocena izkušnja. Zdaj pa samo, da še zaključim, da povzamem, da naredim nekak rezime tega, o čemer sem vam govorila. To se pravi, ko izbirate filme, je resnično pomembno, da ga otrok razume, to se pravi, da je prilagojeno njegovi razvojni stopnji, njegovi starosti, da je ta pripoved logična in tudi temu prilagojena, da otrok je že zmožen razlikovati med resničnim in fikcijo, da je sposoben prevzemati različne perspektive, skratka, da je otrok opremljen že z vsem tem, kar mu bo lahko omogočilo nek poln ogled animiranega filma. In otroci filme razumejo oziroma jih pritegnejo res v primeru, če jih res razumejo. To se pravi, če jih lahko na polno prevzamejo, tudi če so kakšne stvari noter, ki jim niso čisto jasne, ampak če kot celoto film razumejo, potem bo to film za njih zanimiv. Fino je, da tudi mešamo različne filmske žanre, da razmišljamo tudi o različnih spolih, ki jih mogoče različne stvari pritegnejo, skratka, da jim damo priložnost, da gledajo različne zadeve. Tudi se spreminja to starostjo, če poznate svojo publiko, veste, da mogoče se začnejo z nekimi komedijami, z nekimi slapsticki in se potem vodi v neke napete, že skoraj malo grozljive zgodbe, pa potem take zelo trde tudi socialne drame lahko že gledajo, skratka, in to vse že tudi v teh manjših enotah, to se pravi tudi v krajših formah animiranih filmov. In vzemite si res animirane filme kot iztočnico za pogovor tudi o težkih temah. Jaz vedno pravim, za otroke je pomembno, da imajo priložnost, da se o tem pogovarjajo, vi pa, ki ste z njimi, ki ste veliko časa z njimi, jaz verjamem, da s tem, ko se z njimi pogovarjate, dobite eno krasno povratno informacijo o vseh teh otrocih, ki jih imate in vidite skozi to, kako oni razmišljajo o filmu, kako pravzaprav razmišljajo o življenju, kje so njihove želje, potrebe, kakšna so njihova hrepenenja. Skratka, se mi zdi, da si lahko oboji daste zelo veliko o tem, če si vzamete te vsebine za pogovor. In meni se zdi vedno tako, to je pa taka moja osebna mantra, da je ključno oziroma je zelo fino, če otroci, če vidijo zgodbe, če gledajo zgodbe, kjer so res v središču otroci in tako kot sem prej rekla, otroci iz mesa in krvi, ki niso popolni, ki so tudi umazani, ki tudi naredijo kakšne stvari po svoje pa narobe, ampak se potem spet vrnejo v neke svoje tire, skratka, ki dajo sporočilo, sem kompetenten, znam, zmorem, verjamem vase, ker takšni bi otroci tudi radi bili in takšne filme radi gledajo in tudi, če je ta zgodba včasih za tega glavnega junaka težka, tudi če je v življenju realna zgodba težka, skozi to lahko te stvari predelajo, izživijo, se o tem pogovarjajo in potem to lažje pride do njih. Tako, bi zaključila na tem mestu, a je še kakšno vprašanje mogoče?